lepo pozdravljeni vsi tukaj v prostoru in ob vaših televizorjih oziroma telefonih. Nekako sem se odločila, že nekaj časa sem razmišljala, da bi bilo dobro reči tudi kakšno besedo o služenju, glede na čase, v katerih živimo, ko se toliko malo teh pozitivnih stvari dogaja s strani vsakega od nas, ker smo bili prestrašeni, ker nismo vedeli, kako bi se odzvali na vse to, na to nevihto, ki se je spustila nad nas, kako ostati tudi miren. Jaz sem se v teh časih tudi najprej me je bilo strah, moram priznati, in vse skupaj, ampak potem sem našla nek način, ker sem ugotovila, da ko služim, to je zdaj težko reči, da bi razumeli, kaj v bistvu služenje je. Služenje ni trgovanje, služenje ni prilizovanje, služenje je nekaj, kar za seboj nima nobene agende, kot to slišimo, in sicer nobenega osebnega koristoljubja. Služenje je notranja stvar človeka, tako kot je svoboda notranja stvar človeka. Jaz občutim služenje kot mojo notranjo zadevo, da ko vidim človeka, da me vpraša, če bi to ali ono lahko naredila zanj in tako naprej, grem iz tega, da služim. Je pa res nekaj, da ne delam usluge. To je zelo pomembno bilo zame razlikovati med uslugo pa med služenjem. Usluga je še vedno, gre iz glave, iz ega, gre iz nekega trgovskega odnosa, to je tisto, daj dam, ti boš meni to naredil ali naredila, pa bom pa drugič to tebi tako povrnila in tako naprej. Služenje je pa duhovna dimenzija. Ko nekaj narediš, ko sem se sama pri tem počutila dobro, kako sem to opazila, zelo na takih majhnih stvareh. Recimo stojim v trgovini, za menoj je vrsta, pred menoj je vrsta, pa zagledam kakšnega človeka, ni važno, lahko je to tudi otrok. Pa drži v roki samo eno stvar, eno vrečko ali pa dve. Takrat me nekaj reče, pa naj gre naprej pred mano. Ker jaz imam pa veliko košaro in noter je veliko stvari in se mi zdi, zakaj bi človeku ne dala prednost, se me nič ne košta. In v tistem momentu, ko sem to začela delati, sem se počutila nekako tako, ne znam to povedati z besedo, ampak tako eno tako notranjo izpolnjenost. Pa to ne gre za tisto, spet, da sem dobra, ker biti dobra imam tudi izkušnjo, kadar sem bila dobra, je bil to nadzor. Jaz sem nadzirala s tem ljudi, tako podtalno, ampak tako jaz sem dobra, zdaj pa vi ne boste, ker se jaz sem tako dobra, meni nič slabega hotel narediti, pa še tako, in bom jaz nekako v čislih, tudi ne gre. Tako da tudi to sem ugotovila, da dobrota, dostikrat pravijo, da je sirota. Jaz sem zdaj, zakaj je sirota? Zaradi tega, ker človek, ko je dober, spet pričakuje, nekaj v zameno za to. In zato je sirota, ker to ni iskreno. Ko nekaj daš, ne trguješ, ampak daš zato, ker se sam s tem dobro počutiš. In potem je šlo to od takih malenkosti, še posebej, ko smo imeli tisto stisko med korono in tako naprej, pa je bila v trgovini vrsta ali karkoli. Takrat mi je to še zelo prav prišlo,
Pa sem prav gledala, pa iskala, kjer mu bom lahko dala, da gre pred mano naprej, ker sem se pomirila sem se nekako, ne. To me je pomirjalo. In pol, ko sem šla v društvo in tako naprej, ko sem neke stvari, ko sem bila naprošena za kaj in tako, nisem razmišljala nič o tem, da mi je to odveč, ampak enostavno, ker sem se dobro s tem počutila, sem pač naredila, a ne. In zdaj je to meni nekje, bi rekla, ena taka, en tak smerokaz, a ne. Je pa še nekaj res, da moram biti pa tudi zelo previdna, ker lahko s tem, da nekomu služim, da naredim nekaj, a ne zanj, čist z veseljem in tako naprej, moram pa tudi dobro začutiti človeka naspram sebi, a ne. Kakšni ljudje so včasih, tako sem dobila parkrat izkušnjo, da so mislili, da kar samo po sebi umevno, ne, in tako naprej. In ti ljudje so me pa naučili reči kvaliteten ne. In to je tak ne, ko vem in začutim, da bi škodovala in sebi in tismu človeku, s tem, ko bi nekaj naredila, in bi potem tisti človek nehote me imel za, bi rekla, za svojega oprodo ali pa tako, a ne. In tukaj sem se pa jaz ustrila, ker sem se morala dolgo časa učiti reči ne. Jaz sem včasih človek brez meja in nisem upala reči ne. In je bilo vedno da. In potem, ko sem v sebi začutila tisti odpor, a ne, in da ne bi to naredila in pač ni mi dobro sedlo. In kaj je bilo potem, a ne? Jaz sem to naredila sicer, ampak tista težka energija od mene, da sem sovražila za to sebe in tistega človeka, je naredila eno tako, bi rekla, en tak prepad, a ne. Mi smo pa eno in smo povezani. Tako da moram res paziti na to in začutiti človeka, predvsem najprej sebe. Jaz od sebe nisem dolgo časa čutila, ko sem se naučila sebe čutiti, sem lahko zaznala tudi energijo človeka naspram meni, a ne. In to mi je dalo nekako eno smernico, a ne, in tako da sem bila hvaležna, kadar sem to ugotovila, še preden sem neumnost naredila, a ne. In tudi tismo človeku na tak način dala ta ne, da je on potem lahko tudi malo razmislil, zakaj je bil ta ne dan, a ne. Seveda moram pa vedno paziti pri takih stvarih, a ne, na svoje dostojanstvo, ker če sebi najprej dostojanstvo vzamem, potem lahko šele drugemu vzamem dostojanstvo. Tako kot pravijo, a ne, če hočeš nekoga na tla tiščati, moraš z njim na tleh ostati, se pravi, da se pol oba pritlehna, a ne. To pa ni način in to ne gre. Vedno je za mene pomembno, da jaz ohranim svoje dostojanstvo, svojo držo, pa ne nek tak ponos, vzvišenost ali karkoli, ampak da sem predvsem do sebe sočutna in prijazna in potem lahko to dam. Če nečesa nimam, ne morem dati. In to sem tudi rabila kar dosti časa razvijati, ker sem imela nizko samopodobo in je bilo kar precej časa je minilo, da sem jaz to marsikakšenkrat sem imela težave, bolečine in tako naprej, ampak je vse to bilo vredno. Zdaj je že tako, da mi je služenje v veselje, služenje mi v čast, ampak predvsem v moje veselje. In sem ugotovila, da ko služim, delam to predvsem zaradi sebe, ker se jaz dobro počutim. Ne zato, ker bi nekomu od nekoga hotela nekaj nazaj, a ne, karkoli. Tako da še to moram reči, da sem do tega prišla, je bilo to zelo pomembno, da sem se naučila
dati sebi vse tisto, kar sem včasih pričakovala, da pride iz zunanjega sveta, da me bojo spoštovali, sprejeli, radi imeli, ljubili in ne vem kaj še vse. To ne more priti, to je moja izkušnja, to od zunaj ne pride. To moram v sebi najti in sem tudi našla in dolgo iskala, ampak sem v sebi našla in potem sem dovolila, da se to samo naven izrazi. Se pravi, če je neka dobrota v meni, je dovolj, da dovolim, da se ta dobrota v meni naven izrazi. Ampak resnično samo zato, da sebe še bolj, kako bi rekla, da samo podobo v svojih očeh povišam, če je že na tem. In brez samospoštovanja tudi ne gre. Da to so take stvari, to vse je energija. In če sem jaz do sebe spoštljiva, lahko sem spoštljiva tudi navzven do sočloveka. In to so pač take zame življenjske resnice, zdaj jih že živim. Moram pa reči, ker ni vsak dan nedelja, da v tem stanju, nisem 24 ur na dan, 7 dni v tednu, ampak je pa to že kar, bi rekla, vsak dan sem vsaj nekaj časa v takem stanju, da sem mirna in da ne zahtevam od sveta takrat, ko se jaz slabo počutim, da me bo nekdo reševal, da me bo nekdo nosil, da me bo kdo ujčkal in tako naprej. Ampak da znam vedno si dati tisto, kar potrebujem. Seveda smo družabna bitja, tudi jaz sem družabni človek in jaz rabim ravno tako v interakciji biti s človekom in tako naprej, ker to so energije, ki jih kot človeška bitja potrebujemo, jih izmenjujemo med seboj in to nam daje tudi neko stabilnost. Tako da, ampak ne pa da pretirano. Pretirano, da se navežem na človeka pretirano ali pa otroka in potem ga tako strašno objamem iz tiste ljubezni in na koncu ga pa zadušim. Tukaj so zelo subtilne zadeve, zelo je treba imeti občutek, predvsem zase, da sebe poznam. In potem je služenje naenkrat postane del, tako kot ptičja pesem postane del enega lepega pomladanskega jutra. Vse je tako v harmoniji, pa mirno in tako, kot je treba. Tako da zdaj na tem delam in biti tako pri zavesti, pri sebi, v tem trenutku, kar je zelo težko, ampak se pravim, to, ker sem imela tisto opico v glavi, ki je z veje na vejo skakala in te misli, dokler jo nisem začela opazovati, jo videti, sem imela hude težave. Bila sem nemirna, istovetila sem se z glasom v glavi, ki zdaj vem, da nisem jaz. Ko sem pa to začela opažati, sem se toliko umirila, da enostavno več ni bilo potrebno begati, kot muha brez glave, kaj bi to, ali bi ali bi tretji, kje kakšen, kje kdo, da mu svoje stiske obesam ali pa ne vem kaj. Tako zelo je to tudi name vplivalo. Tako da eno z drugim, pa še tako moram reči, jaz nisem edina, jaz sem del celote in vsi vi, vsak dan sem prepričana, vsaj enkrat na dan služite, pa če ne drugemu tudi sebi. Že s tem, ko si pripravite zajtrk lep, pa če ste sami, že s tem, ko greste v trgovino ali pa po opravkih, ko namenite v liftu sosedu prijazen pozdrav, to je vse služenje. To je vse služenje in to je vse tista harmonija, ki jo tako rabimo, ker smo tako
v disharmoniji, svet je v disharmoniji zdaj, a ne? Ampak začne se vedno pri meni. Ne tam zunaj, ampak vedno pri meni. In ko jaz nekaj od sebe dam prijaznega in dobrega, zato ker imam, če nimam, ne morem dati, ampak če imam, in to dajem iz svojega obilja že, a ne? Ne iz svojega manjka. Če sem dala iz manjka, je bilo to potem seveda tisto, ne? Pa je bilo že trgovanje, bom to dobila nazaj, da mi more to, a ne? Ne. Najprej sebi napolniti košaro in potem, ko že ven čez košaro leze, ne bom stran metala, ampak bom dala tistemu, ki potrebuje tisti trenutek, pa ne bo to še taka malenkost, ampak ravno z malenkosti raste veliko, ne? Tiste drobne stvari, tiste drobne prijaznosti in to je služenje. Tudi ko plačaš nekomu v trgovini, pa mu pustiš nek drobiž ali karkoli. Jaz to nimam ne za napitnino, ne nič, ampak to je služenje enostavno, ker imam višek in mi tisto ne bo po žepih trgal, ne žepe. Nam in tako v bistvu se vse, mi rekla, v to harmonijo življenja in vsega, ne, vklaplja. Tako da vsak lahko vsak dan pri sebi na koncu dneva se vpraša, koliko sem pa danes služila ali pa služil, in verjamem, da bo vsak našel več kot eno tako zadevo. Hvala.